Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo brali karte prehodu v novo dobo. Čistko, po navdihu, karkoli bo prišlo in zdaj sem že 3 karte potegnila in ja, lejte, kaj je prišlo? Božanska podpora. Božanska podpora. Imamo božansko podporo, ker prav ta trenutek te podpirajo vse svetle sile. Dovoljuj, da pomoč pride v tvoje življenje preko ljudi, dogodkov in naključij. Ko prosiš za pomoč, jo tudi dobiš. Vesolje in ljudje naj vedo, kaj potrebuješ. Ker ti, ki tole poslušaš, si ljubljeni otrok stvarstva. Ampak stvarstvo pozna vso pravo hitrost in pravi čas. Potrpljenje je potrebno. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja lahkotno. Vse deluje v tvojo korist. Vse se ureja v najvišje dobro, vseh vpletenih. Prav ničesar ne moreš izsiliti. Vse je tako, kot je prav. Stvarstvo pozna vse odgovore. Dovoljuj, da v tvoje življenje pride to, kar ti je namenjeno. Bodi umirjena, tvoja nestrpnost samo zavira proces. In v ljudeh išči njihove moči, njihove dobre lastnosti. Vsak ima v sebi drobno lučko, žarek Božjega. Dovoljuj si, da vidiš svetlobo v ljudeh, ker ti si svetloba, ki privlači svetlobo in ti si svetloba, ki osvetljuje temo. In ja, zdaj bomo pa šli na naslednje karte. Se pravi, kaj je prav, da tale oseba, ki tole posluša, sliši, kaj je njej namenjeno. Jaz verjamem v božansko vodena sporočila. In veste, koliko je ljudi, ki enostavno pridejo do mojih posnetkov pa rečejo, sploh ne vem, kako sem te našla. Enostavno se mi odprl in se predvaja. In da vidimo, čas je za obilje v tvojem življenju. In to obilje je povezano tako z moško ustvarjalno energijo, ne? Ker vemo, da obilje je povezano s korensko čakro. Korenska čakra je pa povezana s tem, kako se mi postavimo za sebe, kako se postavimo na splošno v svetu, kako stojimo. Povezana je tudi s poštenostjo, z nepoštenostjo. Pač korenska čakra je povezana z nekimi temeljnimi prepričanji, vrednotami. Recimo, kdor je zasvojen, kakršnakoli zasvojenost, ali je to zasvojenost s cigareti, z alkoholom, z negativom, vedno je problem korenska čakra. Vedno. Kdor ima kakršnekoli te fizične zemeljske težave, kot so, ne vem, težave s preživetjem, težave s krvjo, življenjsko energijo, s kostmi, ki je trdna zadeva, vedno je korenska čakra. Vedno. Zdaj, kaj vam svetujem? Vzemite v roke, ko imajo čakre žur in začnite čistiti. En po en program. No in naslednja stvar, prijateljstvo. Ta karta je zanimiva, ne? Ni zlivanje dveh, ampak dva, ki imata vsak svoje korenine in ki spoštujeta različnost drugega. Ne? Gre se za to, da pač smo si različni ljudje v tem našem svetu, ampak eno stvar se pa moramo vsi zavedati. Glejte, karta pogojenost. Po njihovih dejanjih jih boste spoznali. To piše v Svetem pismu. In vemo, da mnogi ljudje, pa tudi lahko rečete, tudi Minka ti, pač govorimo. Jaz kakorkoli delam preko YouTubea, delujem javno in ja, preko dejanj spoznaš človeka. Ampak dejstvo je, da govoriti zna marsikdo zelo dober in mu res namazano teče jezik. Ampak preko dejanj prepoznaš človeka. In ta pogojenost je tudi povezana s tem, da mogoče pa zase misliš, da si veliko manj, kot v resnici si. Mogoče pa misliš, da si, kar ta zgodba, zadaj za tem, je povezana s tem, da je lev živel med ovcami in se je trudil biti ovca in je mulil travo in se je trudil blejati in je trudil, pač vse naredil, da bi bil pač ovca. Ampak ni bil ovca. In ko so enkrat levi napadli trop ovc, je v bistvu lev, mogočen lev opazil tega levčka, ki se je delal, da je ovca in ga je odpeljal stran k vodnaku
Je rekel, ali jezero, je rekel, poglej se ogledalo, ti ne spadaš sem, ti si mogočen lev. Ali pa ne nazadnje. Zgodba Grdi Raček, ne? Zvalil se je mami Raci. In ti račke so opazile, da ima prevelike noge, da ne paše tja, da je okoren, da ne plava tako kot one in so se ga zasmehovale in tako naprej. In ta Grdi Raček je žalosten odšel stran od te družine, ki ga ni marala. In v samoti se je naredil. V samoti se je predelal stvari. In v tej samoti je potem našel jato čudovitih labodov in dejansko je našel potem svojo družino. In če imate ta trenutek občutek, da sploh ne veste, kaj delate v svoji družini, mogoče imate pa podobno zgodbo Grdega Račka, ki vas uči, pojdi v samoto, najdi, kdo si, najdi lepoto v sebi, naredi se od znotraj in boš našla svojo družino. Pri meni mački tekata sem pa tja. No in zdaj pojmo na naslednje sporočilo. Kaj je še prav, da tale dušica, ki tole posluša, sliši, izve, kaj je pomembno za njo. Več kot daješ, več dobivaš, dajanje. In zanimivo, karta shizofrenija. Shizofrenija, a veste, kdo dobi diagnozo shizofrenija? Človek, ki se mu vklapljajo spomini na pretekla življenja. In seveda, ker uradna medicina nima pojma, kako pozdraviti tako bolezen, tako stanje, enostavno ga označi in mu da etiketo shizofrenija. Ampak shizofrenija pomeni, da je vzrok za tvoje težave, če imaš recimo to diagnozo, verjetno povezan z neko globjo zadevo, z nekim zapisom nekje drugje. In vam povem zadnji primer. Gospa me je klicala, ima panične napade, 2 mečkana otročka in v bistvu so se ji začeli dogajati panični napadi, ko je izgubila drugega otročka. Se pravi, 2 ima živa, rodila je 3-krat. V glavnem, in ta izguba otroka, to je tako močno v njej eno bolečino vzbudil, da je dobila te panične napade, da po noči ne spi, da ji srce razbija, da ima velike, velike težave. In kje mislite, da je vzrok za to? Pač v preteklem življenju. Kje pa? Zato, ker nekdo, ki mora kot duša izkusiti izgubo, jo pač doživiš, zato da pridejo na plan vsa tista čustva, da jih lahko pozdraviš. Ker glejte, kako bi mi nekaj pozdravili, če te ne boli? Pač je nemogoče, je brez veze pola, ne? Mi moramo iti v globino teh čustev in prepucati ta čustva, da vidimo, kam spada. Ali pa recimo, zadnji primer. Imeli smo predavanje na Dolenjskem in ena gospa pride noter in je bilo tako pač takoj odbojna energija, ne z mano, ampak z eno drugo. In mi je bilo tako zanimivo, tak gajsna ženska, ta prava, pač ful v redu, neverjetno. In tisto, kar je bilo zadaj, spomin na neko drugo življenje, na razočaranje, na občutek, kako si mogla, povezano s samomorom. Pač zanimivi so te zapisi in to je shizofrenija, veste. Shizofrenija pomeni, da se ti vklaplja neka druga osebnost in sploh ljudje, ki imajo recimo diagnozo razcepljena osebnost, bipolarnost, kje mislite, da je tukaj vzrok? Pač to niso družinske težave, to je spomin na pretekla življenja. Karolče, kaj delaš? Moja Karla dela tukaj prevale očitno. Jezna je, ker sem jo spravila dol z njega polštrčka in zdaj se razburja. No prav, a bo v redu. Tako da te naše živalce. Jaz verjamem, da so prav živalce nosijo vse neverjetno energijo zdravljenja. Sploh Karla recimo po noči, se veste, če vas po noči zalije pot, je možno, da predelujete energije nekega drugega življenja. In jaz zase točno vem, kaj ta trenutek predelujem še. In če po noči pač tako se zbudim, mi srce nabija, pa niti ne, bolj je tako, sprosti se neka energija. Karla skoči name in začne masirati in masirati.
Pač tako neverjetno. Pravim, koliko ima tale mucek dela, a ne da? Koliko imaš dela, da ti vse podelaš okrog sebe? Taka gajsna mucka. Jaz imam rada ljudi s karakterjem, tako, ki so taki, kot so. In odlašanje. Kaj te zadržuje? Kaj te zadržuje, da ne narediš določenih korakov? A ja, se vem, tako naporen je to čiščenje podzavesti. Tako veliko je treba tega, ne vem, če bom do smrti fertik. Ja, in breme, ki ga nosiš. Breme. Zdaj pa pomislite, če imate vi občutek, da imate tle gor vse zategnen, ta del, je mogoče breme, ki ga nosite po družinskem deblu. In mogoče ste bili vi kot duša, ste rekli, jaz sem ta, jaz bom vse počistila, jaz sem dovolj močna, bom brez problema te stvari zrihtala. In potem prideš v to godljo življenja in enostavno vidiš, da je preveč, da ne moreš. Ampak, če nisi zmogla v prejšnjem življenju, boš v tem življenju se učiš postaviti meje. Nekomu reči ne, reči dovolj. Vsi predelujemo neke vzorce in recimo jaz zase vem, da se sigurno učim v mojem življenju, dobim priložnosti, različne odnose in da se učim postavljati meje in izreči ne, brez da mi uhaja energija. In zdaj pač seveda na začetku, ko sem se to učila, so mi leta in leta določeni odnosi, so me učili, pa sem se zdaj dejansko naučila hitreje to izražati. In zdaj ne vem, če sem že naredila izpit, ampak se učim. In zdaj mogoče se tudi vi učite nekaj, se vsi predelujemo neke stvari v življenju in tisto, kar je pomembno, da ozavestiš, kaj me ta trenutek življenja uči. In očitno te uči, odvrži breme, kar ni tvoje projekcija. Ljudje, ki ti rečejo, on je tak, ona je taka, pa ta prasica v službi, kva mi naredila? Ja, ne vem, 3 nate kažejo, kaj se ti učiš? Mogoče prepoznati barvo ljudi. Mogoče se učiš, kdo je vreden zaupanja, ker pač smo si različni, Naslednja stvar, zaziraj se vase. Ne glede na to, kdo ti projekcijo kaže, začni se zazirati vase. In tisto, kar kali tvoje vode, pomeni, da tam je neka energija, ki pač jo treba izraziti. Mogoče se učiš po družinskem deblu opuščati vlogo žrtve. Za vse sem sama, uboga jaz. Ja, mogoče je to vzorec tvoje družine, pa bi bilo čas, da to spustiš. In gremo naprej. Kje je tvoja ustvarjalnost? Pri čem ti bo duša pela? Kaj je tisto, kar res rada delaš? Kaj je tisto, ko rečeš, wow, to mi pa všeč? V bistvu bi mogli v življenju delati take stvari, kar nam je všeč. In tisto, kar ti ni všeč, je jasen pokazatelj, to ni zate. Jaz vem, v čem uživam. Rada kuham. Jaz rada dobro jem. Rada imam lepo. Ja, rada imam lepo. Rada imam živali. Rada slikam. Rada pišem. Rada imam ljudi. Rada predavam. Rada to delam. In tudi to, kar delam, recimo, uživam, ko berem karte. Pač ta vodena sporočila, ker res verjamem v to, da vedno pride pravo sporočilo. Ker če pogledamo zdaj naprej, zate, ki tole poslušaš, si sanjač na novem potovanju. Pred tabo je na čist novo področje in bi bil čas, da začneš res poslušati za sebe, ker tvoja zavest se tako močno dviga, širi in tvoja zavest je povezana s tem, da boš prišla celo do nekega notranjega aha momenta, do razsvetljenja, do nečesa povsem novega. A pogledamo danes še karte življenjske namene, da vidimo. Glede na to, da je možno, da se ti spreminja življenjska usmeritev, mogoče dajmo pogledati, kaj ti angeli govorijo, katero področje bi bilo zate. Jaz bom potegnila 2 karti, slišim. 2 karti in ti, ki tole poslušaš, da vidimo. Ena je ta in spodnjo. Ok, da vidimo. Kaj ti angeli govorijo? Glasba.
Glasba, vibracija, vaša povezanost z glasbo zdravi vas in druge. Ne vem, mogoče zvočne kopeli. In angeli vas podpirajo, vodijo in ščitijo, medtem ko vaše sanje postajajo resničnost. Srčne želje. Kakšne so tvoje srčne želje? Nemo vse in otroci, zdravljenje otrok, delo s telesom. Vaše življenjsko poslanstvo vključuje delo s telesom, kot je masaža, terapija z zdravilnimi energijami, fizioterapija ali telovadba, mogoče joga obraza, ne vem, nekaj, se pravi, povezano s to, kar tebe kliče, je mogoče to tvoja življenjska energija je povezana s tvojo otroško radostjo. Vaše življenjsko poslanstvo vključuje pomoč, poučevanje in zdravljenje otrok. Zanimivo. Se pravi, kakšne so tvoje srčne želje? Razmisel. Se pravi, razmišljaj, kako boš skozi glas, a ne ker glas je tudi tisti, ki zdravi, zvočne kopeli, mogoče delavnice, ne vem, vaše življenjsko poslanstvo vključuje delo s telesom, zdravilnimi energijami, terapija, fizioterapija, telovadba, ne vem. Ti, ki tole poslušaš, ti bo že dal nek signal, tvoja zavest, in da zdaj pogledamo še, katera boginja te podpira. No, da vidimo, katera boginja te podpira ta trenutek v tvoji spremembi, tja, kamor greš, v tvoji transformaciji. Kam greš? Poštenost. Bodi poštena. Mat. Situacija se bo reševala pošteno in pravično. Zate in tudi za druge. Se pravi, tukaj čista poštenost, ravnovesje. In zdaj se seveda moraš vprašati, če veš, da vedno delaš pošteno, se lahko samo dobro vrača. Če veš, da je zadaj neka energija, ki je povezana mogoče s preračunljivostjo ali kakorkoli, se seveda pač te energije vračajo. Naj vam predlagam drugačno definicijo za poštenost. To je takrat, ko vsi vpleteni zanemarijo svoje osebne namere v dobro celotni skupini. To zahteva zaupanje v modrost vseh. In jaz verjamem, da poštenost pomeni ne, da nekdo zgubi na račun nekoga drugega, ampak kjer v določeni situaciji vsi pridobimo. To je najbolj pomembno, ne? To sodelovanje povezano s tem, da vedno vse mora biti pošteno, vse, zdravi temelji, ker samo iz teh zdravih temeljev lahko raste nekaj dobrega. In tam, ko nekdo se ne počuti dobro, treba takoj skomunicirati. Pomislimo na družino. Je nek problem v družini. Kdaj se boš z otrokom usedel, ko je problem, ali čez en mesec, ko se boste delali, da je vse v redu. Pač usedeš se takrat, ko je problem, takrat se rešuje. In ena stvar za vse tiste, ki imate otroke, dajte prebrati knjigo Otroci so iz nebes. To je knjiga, ki je neverjetna, ker ta knjiga govori o tem, da ti moraš kot starš vedeti, da si glavni, ti moraš kot starš vedeti, kam greš, ti kot starš moraš imeti jasne okvire in postaviti otroku, kje so ti okviri, in vedno skomunicirati. In če se otrok tega ne drži, lahko daš seveda tudi kazen, pauzo, a ne? Tako da to se vsi učimo, ne? Ker tudi te umetnosti nas dejansko nihče ni učil, kako dejansko vzgajati otroke, kako vzgajamo otroke. Po večini tako, kakor smo bili mi vzgojeni, a ne? Moja Karla je zdaj prišla tle ležati name. Da vidimo zdaj naprej. No, in da slišimo, kaj zdaj še tale dušica mora vedeti, a pa ta skupina dušic. Pravica zate. Karkoli se dogaja zdaj, prišlo je do obračuna, do pravice. Tisto, kar te čaka, je čisto obilje. Čakate obilje na vseh področjih, plačana boš točno po svojih dejanjih. In spet začetek novega obdobja. Prišla si v enem obdobju do nekega zaključka, po pravici se bojo stvari uredile, mogoče še kakšna stvar povezana s podzavestjo, luna, a ne, nezavedni del, temni del,
In tisto, kar je, postaješ vedno bolj pretočna, močna in to svojo moč uporabljaj za dobro. Ampak samo za dobro. Ker eno stvar se moramo zavedati, da tisto, kar svojo moč uporabljamo za slabo, te črni magi, seveda, morbiti včasih pridejo hitreje do rezultatov, ampak uporabljajo temno energijo. Svetla energija ne more biti nikdar preračunljiva. Glejte, v Svetem pismu piše, ljubezen je dobrotljiva, potrpežljiva, vse upraviči, z vsem se strinja, pa nekaj bla bla bla. Jaz sem verjela dolgo časa, da to velja, da je to definicija ljubezni, da najde vedno upravičilo, da ljubezen se z vsem strinja, vse potrpi, vse požre. Ne, ni res. Ljubezen ni da vse upraviči. To je nespamet. Ljubezen poskrbi za resnico. Ljubezen in resnica sta povezani. Ja, ljubezen je povezana z odpuščanjem, ampak ni butasta in ni da pol pozabi za to, kaj je oprostila. Ti oprostiš takrat, ko te ne boli več. Ampak, če pa pozabiš, da si enkrat šel na led, pol je pa to definicija norosti, če pričakuješ, da drugič pa bo drugače. Če imaš enake rdeče zastave pri nečem, to pomeni, da se moraš nekaj naučiti. Ni ljubezen. Ljubezen, pol to je pa pregovor, ljubezen je slepa. Ampak kako smo programirani? Ljubezen vse upraviči. Ne. Mnoge ženske smo odlične v tem. Ja, veš, je imel težko otroštvo. Kdo ga pa ni imel? Pokažite mi nekoga, ki ni dobil nobene rane v svojem otroštvu. Pač ga ni človeka. Zato, ker ranjeni ljudje ranimo avtomatično. Delaš najboljš, kar zmoreš, še vedno raniš. In zdaj naprej. Tvoje življenje prihaja čisto ena nova energija. Zdaj mogoče je povezan s tem, da boš se nekje tako, kaj bi bilo fajn, ampak ti imaš že, da je tukaj in mogoče bi bilo čas spet se razbremeniti, pustiti kakšno breme za seboj, enostavno iti naprej, dovolj, da pridejo nove ideje in je spet obilje tukaj in nove ideje. Mogoče za tole sporočilo naredi tisto, česar te je najbolj strah. Saj veste, včasih se enostavno šlepati nekje, mogoče bi bil čas, da narediš nekaj tisto, kar je groza, Ampak okej, to je proces, to ne govorim, da morate danes to narediti, to je proces in skozi ta proces rastete, ozaveščate, delajte zdravilno molitev dekodiranja, počistite te podzavestne programe in boste videli. Jaz opažam, določene dame v moji skupini so s tako hvaležnostjo za to, ker vejo, kako njihovo življenje se je spremenilo na boljše. Jaz verjamem, da je ta energija hvaležnosti pa tista energija, ki odpira čisto vsa vrata naprej. Gremo še na angelska sporočila, vilinska sporočila. Vide vam sporočajo, da do poletja boste že vedeli, kje ste in v vas je dovolj moči, da naredite te korake in ta odgovor, ki ga iščete, je nekako povezan z vašo hčerko ali pa z nekom, ki ga občutite kot vašega otroka. Mogoče, da kaj spustite in odidete. Zanimivo. Prav pokazati vam moram. Do poletja se bojo stvari sprostile, ker v vas je moč in ta odgovor je povezan z vašo hčerko, lahko iz tega ali iz enega drugega življenja in odidite. Zapustite nezdrave okoliščine in uživajte v novih priložnostih, ki se vam odpirajo. Mogoče pa čas, da začnete živeti za sebe, sploh če imate odrasle otroke. V tem primeru je prav, da poskrbite najprej za sebe, ker v tem primeru, ko poskrbite za sebe, grem zdaj nazaj na meno,
pač ko prideš v meno, ne? Če ženska takrat ne poskrbi za sebe, se bo naenkrat postarala in bo postala stara gospa, tečna, zoprna, vsem na poto, predvsem pa sebi. Zato delajte na sebi, delajte na opuščanju teže in dovolite, da vas vodi vaša duša. Tako da, to je to. To so bila sporočila za danes in ja, v tem uživam. Rada snimam takele videe, ker karte so žive. Uživajte, vse dobro vam želim.